V ponedeljek 19. decembra ob 11. uri je v avli kulturnega doma župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek pripravil sprejem podjetnikov in direktorjev javnih zavodov ob zaključku leta 2011. Vabilu so se odzvali številni predstavniki institucij javnega sektorja in gospodarstva iz območja konjiške občine. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek se je vsem zbranim zahvalil za ustvarjalno sodelovanje v preteklem letu. Spoštovane gospe in gospodje, podjetnice, podjetniki, predstavnice javnih zavodov in podjetij, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na letošnjem predbožičnem ali pa recimo temu prednovoletnem sprejemu. Naši mladi prijatelji so nam pričarali to praznično vzdušje. Tudi pretekli teden še nismo imeli občutka, da prihaja Božič in novo leto. Tudi narava je poskrbela za to, da se umirja in pravšnji čas smo izbrali za ta zadnji teden pred Božičem oziroma pred prihajajočimi prazniki. Običajno v tem času vsakdo pri sebi naredi malo pregleda, kaj si je lansko leto v tem času zastavil in kaj od tega nam je uspelo uresničiti, kaj pa smo mogoče tudi preložili za, kot radi rečemo, boljše čase. In jaz verjamem, da ste kljub slabim napovedim v koncu lanskega leta v letošnjem večino tistega, kar ste si zastavili, tudi uspeli uresničiti. Če malo pogledam strani ali pa stališča lokalne skupnosti, smo bili kar nekako črnogledi, kljub tistemu navidesnemu optimizmu ob sprejemanju lanskega proračuna, kaj vse nam bo prineslo. Pa vendar nekako tiste napovedi se k sreči niso, ali pa črne misli se k sreči niso uresničile in ugotavljamo, da smo skoraj do potankosti uspeli izpeljati zastavljene cilje, tudi v finančnem smislu, kar nas nekako navdaja, da smo optimisti tudi za naslednje leto, budemo tako črnogledi. Če pa malo izpostavim samo 3 pomembne mejnike v letošnjem letu, kar se tiče delovanja same občinske uprave, smo vsekakor zelo veseli z tega pozitivnega sklepa pri pridobivanju potrebnih sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, kar pomeni nekaj malo manj od 5 milijonov evrov. 5 milijonov evrov je kar precejšen kupček denarja, s katerim se že v pretežni meri se je že izvedlo, nekaj se še bo v naslednjem letu in izjemno smo veseli, da smo med tistimi 5 občinami, ki smo v letošnjem letu, oziroma med 5 projekti, se bo malo pobrali, ki smo uspeli pridobiti ta sredstva kot gradnja povezav za bodočnost, s tem rad rečem. Naslednji pomembni mejnik pa je tudi, da po tolikih letih, ko Konjice, mesto, kot ta del občine, še nima zgrajene centralne čistilne naprave, zato da bomo nekoliko bolj prijazni do našega okolja. Tudi to nam je po teh večletnih prizadevanjih uspelo narediti. Mogoče je včasih že kdo pomislil, vse se samo hecajo, ampak takšna so ta naša pota državne birokracije. Gradbena pogodba je podpisana in čim bo vreme dopuščalo, se bo gradnja tudi fizično začela in takrat jaz verjamem, da bo poseben dogodek, kajti dolžni smo to storiti za našo okolje, za naše zanamce, za naše mlajše generacije. Izjemno sem vesel, da tudi jutri Zreška občina podpisuje podobno gradbeno pogodbo, tako da bo Dravinja zopet grad čista. Podobna zgodba je na oskrbi za zdravo pitno vodo. Tudi tukaj resnično čakamo vsak teden, kdaj bo prišla tista vesela novica, da zopet par milijonov evrov težak projekt, da ga začnemo izvajati. Verjamem pa tudi, da bo ta slaba volja, ki je med ljudmi, predvsem med prebivalci ožjega dela Konjic prisotna, da bo ta stari trg
resnično dobil tisto podobo, ki si jo zasluži. In mogoče imamo nekateri to sposobnost, da vidimo malo naprej. Jaz se že dlje časa nasmiham, ko grem čez Stari trg, ker vidim, kako lepo. Tisti ostali, ki so še pa sedaj slabe volje, pa verjamem, da bodo nekje konec poletja že boljše volje in da bomo takrat vsi skupaj ponosni na to, da smo se hrabro odločili, potrpeli in nekako snedli tudi žal besede in pa tudi ves prah poplatnili, tako da se že veselimo tistega trenutka, ko bomo se sprehodili po gorenem Starem trgu. Marsikaj od načrtov za prihodnost vsakdo skriva pri sebi in verjamem, da bomo kasneje kakšno besedico o tem skupaj v sosednjem prostoru tudi rekli. Seveda pa nikakor leta ne moremo zaključiti, če ne ugotovimo, da ste pravzaprav vsi tukaj prisotni, da še marsikdo, ki ga v tem prostoru ni, zaslužni za to, da ta zgodba lokalne skupnosti teče, tako kot teče v zadovoljstvo večine prebivalcev naše občine. Hvala vam za vaš prispevek, vsak po svojih močeh, ki ga je vtkal v ta mozaik občine Slovenske Konjice in pričakujem in verjamem v naše odlično medsebojno sodelovanje tudi v prihodnosti. Ob prihajajočih praznikih pa vam želim vam, vašim domačim, vašim sodelavcem, prijetne praznične dni, umirjen Božič, v novem letu pa vsega tistega, kar si vsi skupaj želimo. To je miru, sreče, zdravja, zadovoljstva, predvsem pa tistega občutka, da se spoštujemo in da se imamo radi med seboj. Vse dobro vam želim. V programu, ki so ga pripravili otroci Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice ter učenci Glasbene šole Slovenske Konjice, je sledilo še krajše prijetno druženje v prazničnem vzdušju. Zasedenje in ima nujen opravek, nujen sestanek z babico Zimo, ki letos ni naredila še dovolj snega, dovolj mraza in dovolj ledu. Jaz sem pa mislila, da moje roke ne delujejo. Poslušajte naprej, kaj je poslal po vetrovnem faksu. Pravi, da je vsaka oblastila da gospodu županu, gospodu Miranu Gorinšku in da bo on spregovoril v svojem in njegovem